pokojninska problematika seveda se odraža tudi že zdaj v tem, da upokojenci da imajo precej nizke pokojnine. To je dejstvo. In tudi recimo domska oskrba ni poceni in marsikdo nima tudi toliko, da bi si plačeval dom in brez svojcev praktično ne more preživeti. In menim, da bo morala ta pokojninska reforma predvsem poskrbeti za tiste, ki šele prihajamo v to obdobje. Vemo, da se delovna doba podaljšuje, da se starost podaljšuje, da smo dolgo študirali, včasih so začeli delati že pred polnoletnostjo, marsikdo, danes se dolgo študira. In to bodo resni problemi, ker ni več razmerje 4:1, se pravi 4 aktivni na enega upokojenca, ampak je to 1:1 in je nujno, da predsednik republike aktivno sodeluje pri tem, kot sem rekel, da posadi strokovnjake za isto mizo in da najdejo rešitev in povejo opcija A, opcija B, opcija C in potem se treba odločiti. Ampak se bojim, da pri tem bo spet se vpletla politika, tako kot se je že takrat in potem pridemo do referendumov. Tam pa je potem popolna politizacija, ker pri referendumih me pa moti, da se potem stranke s tem ukvarjajo. Referendum mora biti izključno pobuda civilne družbe, se pravi v tem primeru populacije, ki jo to zadeva, se pravi upokojencev, v drugih primerih pač drugih skupin in če tega ni, je problem potem in vse razvodeni. Ja, veliko je prekarnih delavcev, to je današnji, se mi zdi, kar problem številka 1. To pa posledično pomeni, da ni socialne varnosti, da ni kreditne sposobnosti, da ni sposobnosti si ustvariti družino. In prvi ukrep za mlade bi bil recimo, da bi stanovanjski sklad, recimo, ki gradi danes drugače, da bi gradil stanovanja za mlade, neprofitna stanovanja, da bi mladim omogočili, da se čim prej odlepijo od doma. To se mi zdi izrednega pomena, tako za svojo lastno samostojnost, za občutek, da če boš sam nekaj naredil, boš tudi nekaj imel. Predvsem bi pa želel en tak projekt, ker sam vidim zdaj, tudi v pogovoru z mladimi in nasplošno, sam vidim velik problem v tem, da imamo določenih poklicnih segmentov preveč. Se pravi, veliko je družboslovja, veliko je, tudi sam vidim na občini, ko dam kakšen razpis za kakšno delovno mesto, se javi takoj 800 ljudi, ki so, ne vem, mogoče politologi pa takšnih poklicev in bi bilo treba razmišljati, kje bi se ti ljudje našli še kje drugje, ker poklici oziroma zahteve trga se danes tako hitro spreminjajo, da tudi šolski sistem ne more več slediti temu.